Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer in dobrodošli v Uri resnice na spletnem portalu Info360. Moje ime je Aljuš Pertinač, z nami sta naša stalna komentatorja Miran Videtič in dr. Bernard Nežmah. Oba toplo pozdravljam. Naša tokratna tema pa je vse o aferi Black Cube. Bomo kdaj dočakali epilog? Bernard, če mogoče midva začneva to debato. Zdaj z te neke časovne distance, se mi zdi, da sicer nekaj mesecev, ampak občutek je pa, kot da je že zelo dolgo časa. Vemo, afera Black Cube izbruhnila praktično tik pred volitvami. Na nek način so jo razkrili trije nepričakovani glasniki, se pravi predsednica društva Inštituta 8. marec, pa še en nevladnik, pa en novinar, tvoj kolega z tednika Mladina, pol vemo, kako je zgodba šla naprej. Kako ti zdaj z te časovne distance ocenjuješ to afero? Ja, ta je delovala z ozirom na to, da kot praviš, se iz dneva v dan bolj megleno spominjamo. Pomeni, da je njena detonacijska moč izpuhtela. Okay. Zdaj, kaj je to bilo? Definitivno je deloval v času pred volitvami kot poskus knockouta. Ta predvolilni spopad je bil v bistvu zelo, recimo, racionalno, tradicionalen v tem smislu, ker na tehtnici so bile izkušnje ljudi, politike z vladavino Goloba in vizije nasprotne strani, pa še spomin na vladanje prejšnje Janše. To je bilo in skratka znotraj tega so se odvijale polemike, nastopi. Prelomica je bila, ki je v nekem hipu nastopil premier mislim, v Pop TV-ju z napadom, to je veleizdaja. Skratka, tisti knockout. Skratka, tudi sogovornik je bil malo šokiran, ampak se je pač dobro stoično odzval. Zdaj, to je delovalo tisto tako izjemno močno, sploh v tej naši kulturi, ker recimo pojem veleizdaja ga skoraj ne poznamo. Recimo veleizdaja se dogaja, obsodbe ali pa obtožbe zaradi veleizdaje so se dogajali v nemškem Rajhu med drugo vojno, ampak ne pred vojno, med vojno. Veleizdaje so bile pa potem pravzaprav še na političnem pladnju v vzhodni Evropi z sojenjem, recimo bodisi Rajku na Madžarskem, te stalinistični procesi. Tudi pri nas, recimo Ranković ali pa Džilas nista bila obtožena veleizdaje. Skratka, ta pojem je bil tisti horor. In zdaj v običajni situaciji, ko bi mediji osrednji to vzeli za svoje, bi bilo najbolj seveda to bi dramatično spremenili javno mnenje. Ampak tokrat je količina medijev za temle Info360 naprej tako velika, da se je v tem lahko razvil dialog, racijo in potem je to vse skupaj takrat zgubilo svojo moč. Zdaj, da je upešal govori seveda tudi to, da če vzamemo zdaj zares primeja Goloba in njegove, da se je dogodila veleizdaja. Sova ne bi imela neke evidence, kaj to je, ni znano, in ne bi to predala tožilstvu. Zdaj, kot rečeno, aj kakšen pomembnejši proces lahko tožilski, kakor iskanje veleizdaje, če bi bila. Zdaj smo 2 meseca ničesar v tem. Kar nam seveda govori, da je pravno ta teža ali pa argumentacijsko teža teh očitkov veleizdaji tako majhna, da očitno ne bo prišlo niti do tega. Skratka, to je na tej ravni. Je pa eno drugo vprašanje še pravzaprav tudi hitrost
hitrost teh policijskih potez. A ne. Recimo, porabili so 2 meseca, da so dobili potrdilo iz Nemčije, da so posnetki verodostojni, a ne, da niso fake. Jaz ne vem, je to običajen čas, ampak zdi se mi neverjetno dolg. Sploh, če vzamemo, rečemo, že ta čas pomeni, da so jih eni in drugi vzeli stvar neresno. Ne. Tudi to je že čas, ko greš za specialista v dobri situaciji pri nas. Ne. In to je vendar urgentna stvar, veleizdaja. In tako da iz tega stališča bomo imeli najbrž eno serijo odzvonen. Je pa še ena, jaz mislim osnovno, da ima ta zgodba napačno ime. Namreč, zakaj Black Cube? Black Cube, se pravi ta ime, ki ga nosi neka izraelska obveščevalna agencija. Ne državna. Mislim, agencija, ki je v Izraelu, locirana. Se ni odzvala. Ni rekla ne. Tudi nisem slišal, da bi obtožili to agencijo, da bi nek proces, karkoli, ničesar ni v tem. Torej, tudi ni slišati nobenega pravega dokaza, razen ta paralela, tako ko so oni v enem primeru nekaj podobnega posneli, ampak to ni nikakršen dokaz. Rečemo, vzemo v fuzbalu, tako kot Maradona enega preigra tudi zdaj, pač kakšen Messi, na nek način. To ni zdaj dokaz, da je Maradona preigral. Tisto, kar bi bolj ustrezno bilo, jaz bi dal tej aferi ime afera špagetki. Namreč, v resnici, če pogledamo. Si čakal, kdaj boš na hrano vrnil. Ampak preveč italijansko to deluje. Ampak, če tako pogledamo, kaj smo si zapomnili? To sceno prostodušnih gospa in gospodov, ki kramljajo in pripovedujejo ob špagetkih ali pa čemu drugi hrani o delovanju takrat praktične visoke politike. To je bila vsebina in pravzaprav to je dejstvo. Medtem ko Black Cube, ne vemo, je bil Black Cube, pa je bil White Cube, pa je karkoli je bil, je tle jasno, tle so bili špagetki. Z tega stališča, če bi to preimenovali, bi na koncu, kakor stvari kažejo, bo bolj ustrezno zgodovinsko preimenovati se pravi afero špagetki. Ok, Miran, zdaj nekaj je tega tudi se dotaknil teh različnih dimenzij, že Bernard, ampak vsem bi te rad vprašal, zdaj te mednarodne dimenzije, tega tudi v resnici ni bilo veliko. Bilo je na začetku malo pač teh medijev iz regije, ki recimo so spremljali volitve v Sloveniji, pa se jim je zdelo to zanimivo, ampak vemo pri kakšnih drugih, tudi dejanskih vohunskih zgodbah iz naše bližnje preteklosti je bilo tega več. Tu tega ni bilo. Zakaj po tvoje? Je to, kar prav Bernard, zadeva pač izvenela že ali so kakšni drugi razlogi? Pravzaprav je Bernard povedal kar veliko že tega. Zdaj, jaz, ko analiziram take zadeve z nekim svojim znanjem, vedno začnem od točke nič. Se pravi, jaz sem si tle vzel točko nič leto 22 nova vlada. Ker imamo izvoljenega, torej premijeja, ki jasno pove, ali pa vsaj po kuloarjih prizna, da nima pojma o zunanji politiki. Imamo imenovano ministrico Tanjo Fajon, ki ima nekaj pojma o zunanji politiki, ampak je že nekako opredeljena iz tistih svojih časov Evropskega parlamenta. Imamo predsednico državnega zbora, torej Urško Klakočar Zupančič, ki nima pojma, pa misli, da ima pojma. In kasneje dobimo še pravzaprav predsednico Natašo Pirc Musar, ki prav tako nima pojma in pravzaprav v zunanji politiki, ampak spoštuje in, bom rekel, sledi navodilom ljudi, ki so jo v to politiko pripeljali. Zdaj, tle imamo mi težavo resno. Se pravi, zunanjo politiko imamo pravzaprav naslonjeno na enega človeka, ki nekaj ve o tem, to je Tanja Fajon, ker oni ne sprejemajo kakršnih koli sugestij, predvsem, bom rekel, Golob,
Za Tanjo Fajon verjetno sugestije sprejemala v tujini, ne? Nataša Pirc-Musar pa je dobivala sugestije izključno iz kroga Milana Kučana in Danila Tirka. Ne? In tle imamo mi resen problem, da Urški Klakočar Zupančič ne govorim, ker ona je pa zunanjo politiko razumela kot, ne vem, Bog ve kaj. Ne znam si niti predstavljati. Ne? Se pravi, mi smo že tle na tej točki smo precej pohabljeni. Ne? In potem seveda prihajajo zadeve, kot so tisti pomor Izraelcev, tistega oktobrskega dne, mislim, da je bil oktober, in potem te povračilni ukrepi, ki so lahko za nekoga upravičeni, za nekoga pretirani, ampak država se ne zna obnašati. Država ne zna odreagirati. Država oziroma ljudje, ki vodijo državo, v tistem momentu mislijo, da so večji, kot so. Ne? In da zdaj pa preskočim in tukaj se moramo pol vprašati, recimo, kakšen je bil po vseh teh ibungah, ki so jih počeli zoper Izraela, kakšen je bil interes Izraela v Sloveniji. Bil je izključno samo en, da se Slovenija ne pridruži tožbi Južnoafriške republike. Zakaj ne? Zakaj so bili Izraelci recimo majčkeno bolj tolerantni recimo do severnih ali pa bom rekel skandinavskih ali pa Nizozemcev, če hočeš, držav, ne pa do Slovenije. Iz preprostega razloga, da je Slovenija v tej vlogi poskusnega zajčka, kjer se posluša po tujini tudi, bom rekel, proti izraelske lobije, bila zadolžena, da poskuša prepričati vsaj eno od zalivskih držav, kar pa seveda Izraelu ne paše. Ne paše zaradi pravzaprav predvečera volitev v Izraelu, ne paše zaradi tega, ker so potem ogroženi nadaljevanje teh pogovorov okoli abrahamskih sporazumov in podobno, da ne naštevam vse. Ne? In seveda Izrael je mogel nekaj odreagirati. Nekako je mogel odreagirati, da poskuša odvrniti vlado Roberta Goloba od pristopanju, torej pridružitvi tej tožbi. In Izrael zdaj tako, Izrael ima tiste 3 uradne službe, državne, ima vojaško, notranjo, pa ima Mossad, in ima pol te podskupine, tudi na zunanjem ministrstvu ima svoj sektor, kateri upravljajo naloge za državo. Jaz mogu pomisliti, ampak jaz se ne spomnim, da bi zasebni sektorji upravljali delo za državo. To pravzaprav se ne spomnim, da bi kdaj bilo, lahko pa da je. Zato jaz pravim, da je treba ločiti. Eno so te posnetki, ki so, po moji oceni, v interesu tistega, kar se je potem tudi zgodilo, torej nepridružitev, in druga zgodba je pa ta Black Cube. Zdaj pa, če za eno lahko špekuliramo, pa pri Black Cubeu resnično imamo težavo. Težavo v smislu, zakaj se je pojavil tukaj Black Cube? Ne vemo. Predvidevamo, da ni uradno posnel tistih pogovorov, čemu tukaj Black Cube? In jaz mislim, da je ta Black Cube samo kot dimna zavesa. Mi imamo pravzaprav Jožka Kadivnika takrat na funkciji, ki je torej protiobveščevalec. Imamo Vojka Volka, ki je v 90. letih tudi majčkeno poskusil s temi zgodbami diplomacija protiobveščevalna in podobno. In Black Cube je po moji oceni klasična protiobveščevalna akcija. Klasična. Seveda, ne uperjena zoper Izrael, ker tle smo prešibki, da bi kontrirali nekemu Izraelu, in zato je bilo treba najti žrtveno jagnje. In kdo je idealen pred volitvami v tej državi kot žrtveno jagnje? Ja, točno obramboslovci Janez Janša, ki pa ima stike, bom rekel, z ljudmi iz obrambnega, vojaškega in podobnega sektorja. Jaz sem prepričan, da tak Black Cube ni bil naključno izbran. Gre za izraelsko zasebno podjetje, gre za podjetje, ki je zaslovelo v nekih privatnih zgodbah v svetu, ne pa bom rekel, v zgodbah, ki bi bile v interesu držav, posamezne države, torej tukaj Izraela. In tukaj je treba iskati ta ključ do Black Cube, zato se strinjam, da to sploh ni pravzaprav afera Black Cube. Ne verjamem, da bi
Janez Janša oziroma SDS imela sredstva za ta Black Cube, ne izključujem pa možnosti, da ta sredstva imajo posamezna državna podjetja slovenska. Ne verjamem, da bi bil nek politični maček, kot je Janez Janša, pripravljen riskirati 5 do 7% prednosti po vseh anketah, ker je bilo za pričakovati, da bojo poskušali seveda na ta način, oziroma da se bo na ta način zadeva torej mobilizirala na levi, da bi bil tako nor, da bi šel v to akcijo. In tretja zadeva, ki je pa meni tle skrajno bizarna, da ti s tako zgodbo pridejo ven, omenila sta jih danes, Nika Kovač, Muki Dobranič in pa novinar Mladine, ki pa pri vsem tem je zdaj že, ne vem, v neki 4. verziji vira, ne? Se pravi od Repovža, občana na minimalni plači in podobno. Skratka, vse skupaj zelo smrdi. In tudi to, kar si vprašal, se upravičujem, malo daljši sem bil. Zadeva je izginila iz medijev. Tudi v mednarodnih medijih ni imela, bom rekel, take razsežnosti, kot jo je imela recimo afera Patria. Tako imenovana afera Patria. Tako da jaz še vedno bom v tej špekulaciji pripisal to zgodbo neki kontraobveščevalni dejavnosti, da se prikrije tisti velik problem Golobove vlade in to je nepridružitev k tožbi. Bernard. Ja, zanimive hipoteze. Ja, to hvala Bogu, ne? Zdaj je več razlogov. To, da iz medijev izginila tema, je jasno, mediji rabijo vsebine. Nekaj se mora zgoditi, nekdo mora nastopati, neke povezave morajo biti. Ko tega ni, ne moreš ti ves čas z parimi dogodki delati, insistirati v pisanju ali pa v poročanju eni zgodbi. Zdaj, vprašanje seveda okoli tega, ki je tudi, ni bila samo hipoteza, je bila že tudi političen argument, recimo sploh Janše, do Goloba, zakaj se niso pridružili. Jaz bi pri tej stvari bil čisto praktičen. Ne? Potrebovali smo 2 meseca, da smo slišali odgovor, kaj se je zgodilo na tisti seji. 2 meseca vlada ni hotela povedati, skrivali. In še vedno pravzaprav smo imeli ministrico Asto Vrečko, ki je na tej točki izginila, odšla. Jaz še nisem naletel na kakšnega posnetka, pogovora z njo, gospa se veliko pojavljajo, da bi zahtevali pojasnilo. Drži. Kako, zakaj. In kar bi bilo seveda nujno, nujno, če gledamo mi politiko levice, je znana po glasnosti, gromovništvu, karkoli. Recimo, vlade še ni, že te povejo, da so vlada za bogate, za kapital, proti ljudem. Skratka, to je stranka, ki ne varčuje pri besedah, ko je treba obtožiti nekoga. Tudi do Izraela je enako. V tej točki je ni. In tukaj je ona prva stvar, da bi medijsko bilo nujno prej sprašati vse te akterje o tej stvari. In tudi Golobova, Golob se je zanimivo, zelo hitro so ga pustili pri miru. Najprej je zatrjeval, kakšen genocid in kako je treba v to tožbo. Pa bil pa njegov argument, zakaj je bil vzdrževan, da ni hotel vplivati na ministre. Na ministre. Prvo je bilo še neki, prvo, da se je ustrašil, torej, da se upravičujem, ker prekinjam. Se spomniš, tista prva verzija je, da smo preveč upleteni z izraelskimi podjetji, kar je neumnost. Vsa ta izraelska podjetja delajo fantastično v Sloveniji, če smo že na tem. To je vsekakor točka, moment, ki ga bi bilo treba tudi razjasniti. Oziroma, zakaj ta molk? Zakaj bi o tej stvari, vsi so bili ponosni, ko so napeljevali k tožbi, potem jim je pa nerodno povedati,
da so. Oziroma tudi sprašati vse ostale ministre, ki so bili proti. Na koncu je Golob rekel, da je politična realnost narekovala, da so pač njihovi ministri glasovali. Seveda, ampak zdaj ne vidimo te politične realnosti. Tako je. To je to. Ja bi pričakoval, ker recimo, politika lahko spremeni svoj kurs, ampak potem zato pričakuješ pojasnilo. Tukaj je sprememba kurza brez pojasnila. Drug moment, ki ga jaz pravzaprav tlele pogrešam, je ne samo to vprašanje policijskega potencialnega procesuiranja, sledeč izjavam in pripovedovanjem vpletenih Zidarjeve in Dominike Švarc-Pipanove, ker je nekaj jasno, da bi šel v proces, v kakršno koli, rabaš potrditev, da to ni fake, ne bo šel. V tem smislu je racionalno, da počakaš. Čeprav še enkrat, eno vprašanje je resno, a v Sloveniji, kakšna država smo, če moramo čakati 2 meseca, da dobimo potrdilo in nekaj fake ali ne? No. Da najbrž... Župan Ljubljane ni čakal, ne? No, Župan Ljubljane ni čakal, ne? On, ki je pač se čutil prizadet, oziroma njegovo dobro ime, je odreagiral takoj. Ne? Tudi, Gamolin, je tudi takoj to prepoznal. No, ampak, to je problem, to je resen problem policije, če dejansko ni sposobna to detektirati. Je pa pri tej zgodbi, vsekakor je zanimiva. Zanimivo bi bilo videti, kakorkoli obrneš, kdo je to počel, kdo je to organiziral. Hipoteze, stvari so mnoge lahko. Lahko je tako, kot si rekel, Miran. Dopustimo, da je lahko tudi kakšno podjetje, veliko podjetje, ki je v Sloveniji bodisi sodelovalo pri kakih gradnjah ali bilo pa izločeno, pa rabi to kot argument za kakršenkoli proces potem. Recimo, kdo nam bi pa lahko veliko povedal, ali pa kjer rabimo še veliko podatkov, pa z tega tudi ni, so recimo te vpleteni. Nekaj je nenavadno, da dobro stoječe dame z velikim preteklim političnim in drugim kapitalom, da so pripravljene se odpeljati iz Ljubljane v London ali pa na Dunaj na večerjo z nekom, ki ga ne poznajo. In tam preživeti dan, 2, razumem bi, če bi šlo za ljubavna srečanja, ljubezen ne pozna meja, dobesedno. Ampak to ne bi bilo to. In zdaj tisto, mene bi zanimala motivacija, tako kot motivacija, zakaj Asta Vrečko ni glasovala o tej stvari, zakaj so šle, se imajo nek delovni program, odvetniki so zasedeni, ne boš kratko šel. Skratka, zakaj so šle? Skratka, kaj mi je bilo ponujeno? Kaj mi je bilo plačano? Misliš poleg špagetov? Ja, seveda. Skratka, je šlo za hipotetične zaslužke v potencialnih poslih, ali je bilo že realno plačilo? Jaz mislim, da eno ali drugo, brez teh dveh, jaz v to zgodbo ne verjamem. In to bi bilo seveda tudi zanimiv podatek. Zanimiv podatek, predvsem pa, recimo, če tako vzamemo, v hipotezi oziroma sliki stvari je seveda bil Golob kot premier. Zdaj, to, kar v špekulacijah se kroži, pa je nekako tudi smiselno, je, da je obstajalo še par posnetkov, ki pa so še čakali. To bi bilo navedeno na tisti spletni strani. Ja, in to bi bilo, prvič tam je bilo navedeno, da bodo, in zdaj seveda mi lahko ugibamo, in ugibamo, kdo bi bil, recimo, tista, ki se je kdaj takole po kuluarjih prepedval soproga od premierja. To bi bila seveda ena izmed možnosti. Je pa res seveda, da smo v situaciji, ki je idealna kot kaj že bilo to ime, Šifra, skratka, slovita knjiga,
kjer smo pravzaprav vsi pomali detektivi. Na Da Vinčijeve kode. Da Vinčijeva koda, ja, hvala. Vsi pomali detektivi in v dani situaciji jaz vidim pač samo ene par racionalnih poti. Ne? Da policija in tožilstvo prideta do česarkoli, da stvar bodisi zavržeta, procesuirata, da počakamo, pa vidimo, a se bo ta zgodba pokazala na kakšnem sodišču v kakšni zadevi. Tako da reč je zanimiva, po drugi strani je pa še nekaj tukaj pomenljivo. Ne? Če bi šli mi delati intervjuje, kako bi vedeli, kdo je pripravljen kaj vse povedati. Se pravi, zgodba teh pomembnost je, da so pripovedovali o nečem, kar se zdi neverjetno. Ne? Stališča tega, ki predpostavlja, da je država pravna in urejena. Ne? In tako da dejstvo je, kdorkoli je to izpeljal, je imel dober know-how. Dober know-how, vedel je, na koga se obrniti. Zanimivo je bilo, če se bi še kdo javil, da je šel tudi na špagete, pa ni bil posnet. Skratka, da ni nič takega povedal. Vse nekateri bojda v zasebnih krogih so. Ne, ampak ja. Mislim, ne neko trača. Ne. Ja. Ampak hočem reči, da bi koga posnel, pa se je skazali, da je čist neuporaben, ko pove, da nič ne more. Tako da zaenkrat mislim, da bomo lahko nekaj časa samo oddaleč premišljevali v teh konturah, kaj bi ta zgodba bila, ta hip rabimo kakšne nove evidence, da bi karkoli lahko izpeljali. Mogoče sem ta stavek. Če se vrnem, kdo je imel interes? Na eni strani Izrael, na drugi strani, potem, ko se je pa to zgodilo, pa absolutno Golob. Ker tisto, kar ga je, torej kar smo videli, je pravzaprav obremenjeval Goloba in njegov krog. Težko bomo rekli, da katerokoli drugo stranko. Misliš v posnetkih, ne? Tako, v špagetkih, ne? In iz tega je treba pač izhajati, da je bila tukaj torej, dva interesenta za take stvari. Ne? Zdaj pa, Golobov krog je dosti hitro odreagiral. Nika Kovač, torej Muki Dobranič in pa Tednik Mladina, ki je pravzaprav koalicijski partner, bila veš ta čas. In pa na drugi prisotni so izuzeti. Ne? Ja, okay. In pa na drugi strani uradni sodelavci Roberta Goloba. Vojko Volk, ki je imel silne ambicije s tem Golobom, ne? Mislim, to moraš biti precej naiven, če imaš takim človekom. Sodelavci in predstavniki države. Niso to bili neki privat sodelavci, ker tudi direktor Sove ampak je vse. Je bistvena razlika in pa Joško Kadivnik kot direktor Sove. Pri čemer pa, jaz ne vem, koliko sta bila vidva pozorna. Joško Kadivnik, jaz moram reči, jaz sem probal čim več posnetkov njegovih najdeti o tej temi. Joško Kadivnik je pravzaprav, mislim, tako bom rekel, težko ga kjerkoli za karkoli držiš v njegovih izjavah. Ker če sta opazila, govorila sta predvsem Golob, torej politično veleizdaja, in pa Vojko Volk, ki naj bi dajal ton kvalitete in verodostojnosti tej zgodbi, ne? Ampak citirala sta bojda, oziroma sklicevala, bom rekel, bolje rečeno, sta se pa vedno na Joška Kadivnika in na Sovo. In tle zdaj jaz pridem do ključnega vprašanja, ki ga imam. Joško Kadivnik kot dolgoletni operativec je pristal na to igro. Čemu? Tudi zraven je stal, ko so se sklicevali na njega. Ja, ne bi smel, če karkoli ne drži. Jaz razumem, da on seveda ne sme razkrivati podrobnosti. Vem, ampak če pa drugi trdijo, da Sova nekaj ve, česar ne ve, bi pa mogel se javiti in reči, mi tega ne vemo. Kar je zdaj naredil prost po volitvah. Tako je. Vojko Volk je imel tiskovne konference, ker je jasno se skliceval na Sovo. Robert Golob je prišel v studio in tulil na ljudi, da so veleizdajalci. Jaz verjamem, da takrat Sova ne more, pa Joško Kadivnik ne more odreagirati. Očitno je bil do te mere zlorabljen. Zdaj se postavlja vprašanje, zakaj je dovolil, da so ga zlorabljali. Ali ima črne lise v življenju, sive lise, kakršnekoli lise. Po kuluarjih se govori, da ima. Nikjer pa sam ni šel tako direktno
da imajo dokaze, če sta bila pozorna, nikoli ni govoril o dokazih, ne? Govoril je samo o dokazih, da je Black Cube snemal zadevo, govoril je samo o dokazih, da se je nekdo z nekom sestal. Ne? Ona dva sta šla na glavo, kakor se temu reče, ne? Za ohranitev, bom rekel. Tako da, tle je en cel kup zadev, ampak iz osnove moramo izhajati, kdo je imel interes prve reakcije in pa kontrareakcije. Se jaz bi tle nadaljeval, ne? Mogoče pol koraka nazaj. Kdo je imel, zakaj je oblast aktualna takrat, ne? Ki oblast je to, pač, to verjetno se vsi strinjamo, dala ven, sicer nek čuden medij uporablja neke 3 neznačilne, ne? Zdaj, malo za šalo, malo za res, če Janševa vlada ne bi na prvi seji zamenjala direktorja Sove, bi mogoče kdo mislil, da direktorji Sove so 3 v Sloveniji. Ja. Se pravi, Nika Kovač, Muki Dobranič, pa Borut Mekina, ampak ok, pustimo zdaj to. Zakaj je takrat aktualna oblast imela interes, da v zgodbo vključi Izrael in konkretno pač to agencijo Black Cube? Ne? So oni bi lahko rekli, da je kdorkoli to sprožil, ne? Iz tujine. Ne, Rusi, Američani, ne Zemljani v končni fazi. Ne? Zakaj so imeli po vajenem mnenju interes, da so rekli, ne, za tem stoji Izrael, za tem stoji Black Cube. Še posebej, ker so potem odreagirali, tako kot so odreagirali v zvezi s tisto tožbo zoper Izrael zaradi Palestine, ker zdaj res nekako se da ta povezava Bernard potegniti, ne? Ker je bila pač vlada Golob, kdorkoli že pod pritiskom strani Izraela, se je pa odločila, da to umakne in kot kaj bi lahko bil ta pritisk, so oni sami identificirali to zgodbo okrog teh posnetkov, ker so rekli, da za tem stoji Izrael. Ja, jaz bi se najprej ločil. Okay. Eno so članki, nastopi medijev, nevladnikov. Kaj naj pač počne medij, ko sliši za neko turbulentno afero, kot da o njej poroča, naredi zgodbo, karkoli. Nevladniki, se tudi, če pogledamo, ne, je pač saj ta del politiziranih nevladnikov živi od razkrivanja, pa saj poskusov razkrivanja več nekih anomalij. Tisto, kar je fatalno, je pač reakcija vlade. Če vlada ne bi reagirala na ta način in v takem času, bi bila ta 2 svetova popolnoma drugačna. Ne? Zdaj, pri Sovi je meni nekaj najbolj nenavadnega to, ne, da kdaj se tajne policije se ne oglašajo v javnosti. Tajne policije ne pripovedujejo, koga smo ujeli, pa komu smo nasledili, komu smo sledili. Ne? In to je, jaz mislim, da je tako rekoč, jaz ne pomnim, da bi kdaj tajna policija pripovedovala o svoji dejavnosti v medijih. Tako kot je dobro zadev Miran, tudi jaz sem ves čas opazil to, da so bile besede Kadivnika takšne, da so ves čas dopuščale 2 koraka ali pa 3 nazaj. Nič ni postavljenega. Se pravi, sekretar Vovk je bil take zgodbo delal. Delal je pač temperamentno, živo, kot boleče, tako odlično, teatralično je to izpeljal. In vsebina je bil njegov nastop. On je bil garant, da to, kar pripoveduje, to, kar postavlja kot zgodbo, da potrjuje Sova. Zdaj, recimo, postavimo še drugo možnost. Ne? Kako bi, recimo, da dobiš dejansko poskus neke države, da izpelje neko stvar v drugi državi. In jasno, tajna policija to odkriva, a bo to javljala po televiziji? Ne bo. Skratka, če je treba pol najti ali protiukrepe, upletene, potem sankcionirati, že kar lahko ti, bi rekel, predaš to, najprej predaš kriminalistom, ne da poročaš na sejah vlade. Skratka, metode, s katerimi je
Sova delovala, so bile popolnoma atipične. Atipične in stališča, če rečem tudi na nek način pravne države, več kot očitno je šlo za zlorabo. Saj imena Sove. Tako da ta moment je ker izjemno močen bil pa v tem, ker prednost Sove je pa to, da ni treba nič pojasnjevati. Če nek politik ali pa državnik ali pa direktor nekaj pove, obremenjujoč ga, so novinarji tam, pa se mogel izmikati. Medtem ko pri Sovi je jasno, Sova jasno, ne diraj, nimaš kaj. Skratka, od Sove ne moreš zahtevati nobenega podatka, aj to res, kaj je res. In v tem smislu je bila zelo priročna. Potem bi lahko rekli, da imamo v resnici tri teze, če že iščemo genezo. Eno je Golobova teza, da je SDS naročila pri izraelski tajni, druga je, oziroma hipoteza, druga je ta, da je podjetje multinacionalka, ki počne nekaj v Sloveniji, naročila, tretja je Miranova, da je dimne zavese. Da je Golob pravzaprav vse skupaj samo organiziral. Ne, Golob ne, ampak mislim, njegov štab, njegov krog. Ja. Ne, res, nekaj je za priznati, da Golob je nekje rekel, da je pripravljen z vsemi sredstvi preprečiti nastanek Janševe vlade. In za razliko, če zdaj pogledamo, zgodil se je poraz, evidentni poraz te koalicije, ampak a sta naletela na kakšen kongres ali kakšno samokritiko, da bi kakšna od teh strank se sprašvala, zakaj smo izgubili. To je najbolj osnovna reakcija po zahodni Evropi, o porazih, da ti malo premlevaš, a smo imeli napačno strategijo, smo imeli karkoli. Legendarno vprašanje, kdo je zajebo, ne? Ja, seveda. In zdaj v tej, če gledamo, Golobova svoboda je znana po tem, da nima programa. Ampak zdaj, kaj pa ima? Ima pa očitno zelo dobro promocijski PR, vse poteze naštudirane. Recimo, oni se niso ukvarjali toliko z vprašanjem, recimo, to je bilo irelevantno, da dolgotrajna oskrba ne deluje, ker očitno še vedno ne deluje, ker nekateri še do danes niso dobili niti klica za upisa, pa sploh za preveritev, je njihovo stanje. Skratka, vredno pomoči ali ne. Vzamemo odkore. Torej, državi, ki je popolnoma vse, važno je, da ima zakon, ki se sliši dober, plačano promocijo, ki pravi, da je to najboljše, kako pa deluje, je pa nepomembno. In recimo, Goloba se jaz spomnim, ki je pripovedoval, kako vsak dan hod obiskovati domove onemoglih. Skratka, on se je kot politik ukvarjal z svojo podobo, z všečnostjo. Skratka, zadaj niso bile nobene poteze in z tega stališča to bi govorili pri tvoji tezi. Ker v čem je bil dober, ali pa je dober, je kako angažirati politično estradništvo. Vse, ampak z močnim medijsko podporo in ostalim. Skratka, kako najbolj poskrbeti za imidž, kjer so pa vsebine nepomembne. Politika je pa ravno nasprotno, moraš pa stati za nekimi vsebinami, vse te vsebine, če vzamemo klasične stranke, vsebine so te, ki te naredijo pomembne. Zakaj po vajenem mnenju, in kdo je izbral to trojko? Se upravičujem, ko se skozi na to trojko, tri svete kralje, oziroma ena kraljica, dva kralja vračam, ampak to se mi zdi v tej zgodbi najbolj fascinantno. Ker ostali akteri, recimo, imajo motiv, imajo neko vlogo. Se pravi, politika ta, ona, neke državne inštitucije te, one. Tukaj imamo pa v bistvu eno predsednico enega društva, enega drugega nevladnika, enega novinarja. In zdaj, a mi verjamemo, Miran, da so oni trije to odkrili, pa so oni Sovo obvestili, ali je Sova njih obvestila, zakaj bi prek njih to sporočila, ker lahko bi, če je Sova to odkrila, bi lahko državni sekretar Vojko Volk sklical sekretariat Sveta za nacionalno varnost, predsednik vlade Svet za nacionalno varnost, potem pa vemo, po izkušnjah bi že to v javnost prišlo, ko so se tam pogovarjali, tako ko zmerom pride, čeprav naj ne bi smelo. Zakaj recimo ta pot?
In zakaj smo mi v Sloveniji, se mi zdi, še zdaj s to časovno distanco, kar pristali na to, da jasno, da sta Nika Kovač-Muki, da so Nika Kovač-Muki pa Borut Mekina odkrili neko mednarodno zaroto, veleizdajo, vplivanje na volitve in ne vem, kaj še vse. Sej to odlično izhodišče. Ne? To je bila ključna napaka Golobove ekipe. Ne? Misleč, da Muki Dobranič, Nika Kovač in pa novinar Mekine imajo, bom rekel, nek ugled v družbi, oziroma da bo njihova beseda izpadla bolj verodostojna kot pa politična beseda, ne? Ja. Ker tako zadevo bi vendarle, spomnite se ruske vohune, ne? Ki so jih prijeli, ni Nika Kovač tega povedala. Ne? Tako da, že tleti normalnemu človeku se more odpreti vprašanje, čaki, zakaj oni, ne? Oni so bili nosilci volilne kampanje, ali pa eni od nosilcev volilne kampanje Roberta Goloba. In tam je bila pač sprejeta napačna ocena, da bojo oni javnost lažje prepričali, kot bi to recimo naredila Vojko Volk in pa sam Robert Golob. Ne. Problem je samo v tem, ne, ker je tej ulični vojski potem sledil Vojko Volk kot torej sekretar za nacionalno varnost in pritrjeval njihovim tezam. Pri čemer pa ne gre neki skupaj. Vsi trije so povedali, da v tej zadevi veliko vejo. Ne? Ogromno vejo. Ne? Ampak že eno nedolžno vprašanje, recimo takrat Meršeta, če se spomnite, je sprožilo blazen preplah, blazno paniko v tej trojici, predvsem pri Niki Kovač. Ne? Ki je pravzaprav jasno pokazala, tam je bilo jasno, da je scenarij narejen, da tle ni odprta tiskovna konferenca, kjer bi se javnost obvestil o neki nečednosti, ampak je scenarij narejen, dokje bojo lahko šli in kaj more ostati v sferi zamegljenosti, ker bojo na tej zamegljenosti potem oni gradili svojo zgodbo. Čeprav, ne, medklic, ubran Niki Kovač. Ne. Ja. Če bi ti bil odvisen, da mora Muki Dobranič nekaj razložiti na tiskovki, bi te panika zagrabila, ali te ne bi. Ne? Ja, bi, seveda. Ampak hočem ti reči, vse skupaj je tako nenavadno, jaz to primerjam, bom rekel, spomnim se tam po Balkanu, je tista aplikacija Skype, ne? Tam so lovili, bom rekel, kriminalce, ki so se pogovarjali o velikih državnih projektih, ne? Mi imamo pa tle malo bolj sofisticirano zgodbo, ampak nič drugačni niso, kot tisti kriminalci, ki delajo po Balkanu za oblast, ti delajo pa na mačkam bolj, bom rekel, sofisticiran način. In grede, še en odgovor sem ti prej dolžen. Ja. Zakaj Black Cube? Ja, zato, ker če imaš denar in pa interes, to ga jih ti lahko pokličeš, bojo prišli. A razumeš, ne? Tako da, kar se tega tiče, oni niso tako nedostopni, ne? Kot so prej Bernard dobro povedal, da državne obveščevalne so pač nedostopne. Bili so tu, očitno, ne? Ja. Zdaj, kaj so se pogovarjali, s kom vse ne vemo. Tako, kot pravim, meni to deluje, da se ne vračamo zdaj, kot bom rekel, kot maska. Ampak bolj, ko so se bližale volitve, je res, da je svoboda rasla, ne? Ampak bolj panični so oni postajali, ker ni prišlo, torej ta Golobov krog, ker ni prišlo do totalnega zasuka, kjer bi Golob lahko, ne vem, s prednostjo 7%, da bi se nakazval, ne? Še najbližje je šel Nikola Damjanič, yeah. Ker sem videl tiste 4%, sem se sicer smejal začel. Ampak hočem ti reči, poskušali so narediti ta veliki obrat in vse, kar so pa naredili, mislim, to je pa briljantno danes, ko gledaš tega stališča. Oni so se pravzaprav vsi avterali. Ta velika koalicija, o kateri je pri tistih špagetkih govorila Dominika, ko enkrat prideš na vrh, postaneš del te neke velike družince, ne? Oni so se vsi avterali. Od nevladnikov, medijev, skratka, vse se je avterali. Mene ne zanima za njih. Mene zanima tisti del, kako bo pravna država reagirala zoper treh, ki pa recimo nosijo neko odgovornost. To je Robert Golob, to je Vojko Volk in to je Joško Kadivnik. Prej sem povedal, da Joško Kadivnik je od te trojice mogoče še najbolj pameten. Ne? Ni hodil v take ekstremne izjave kot ona dva. Ampak dejstvo je, da mi imamo zdaj velik problem. Radi ga bi zataškali. Vidiš, da zdaj praktično se ne govori več o tej zgodbi, ne? Ampak jaz mislim, da bo treba vztrajati. Ne govorim o vladi in o politiki. Jaz mislim, da bo mogla tukaj
da bojo mogli ustrajati le represivni organi in pa pravosodje. No, zdaj, recimo, če jaz dodam k tvoji temni, cinični sliki trojke Zune Goloba, ki je prva medijsko to izpostavlja. Tukaj je zelo pravzaprav enostavna faktična pot. Pogledati, od kdaj ima Sova kakršnokoli evidenco. Kdaj je Sova začela kaj spremljati, kdaj je Sova ugotovila. In potem bi lahko odgovorili, saj to bi bilo vprašanje. A je Sova to že pred časom registrirala, daleč pred tem, da je to, kar je, oziroma da je sploh kaj registrirala. Mislim, da je zelo pomembno vprašanje, zato bo tukaj zahteval ne toliko ta medijski pomp, ki ga ima recimo rad poslanec Mahnič, ampak eno takole kirurško analizo, pregled, preprosto čist faktičen. Kdaj je kdo vedel, kdo, zakaj, iz česa je to postavil, ali so informacije odtekale, niso, kaj. Ker konec koncev nekaj je v tej deželi tudi postaje zelo neugodnega. To je zelo močen antisemitizem, ki sicer ni v tej skali pogromskih drž pa podobnih, ampak če gledamo to, kako se ljudje javljajo, ne smemo sodelovati z izraelskimi podjetji, gor, dol. Jaz sem bral pač nekaj člankov od nekoga, ki je imel celo drugoval z izraelsko družino, in potem sploh ne komunicira več, sploh ne ve niti, kako se je ta opredelila, ampak on je že zavzel. Skratka, ta situacija je precej neugodna, mislim, tudi za samo državo. Iskati kot že po nacionalnosti ali pa z samo substantivom Izrael si ti že takoj na strani zločincev. Z tega stališča jaz se tudi dopustil, vsi smo povezani z različnimi institucijami ali pa podjetji, si bil kdaj gor dol. To, da je nekdo nekoč sodeloval z Black Cubom, ni nikakršen dokaz, da je naredil to. Mislim, da je bil akter špagetkov. In da je prišel v Slovenijo, to pa pomeni, da Izraelci ne smejo več v Slovenijo hoditi. Čim vstopaš kot... To so jim prepovedali zdaj. No, ampak če gremo pogledati, to samo dejstvo, koliko je Američanov, ki sodelovali s CIA, so gostje. Skratka, ta drugačen pristop do izraelskih državljanov, kot do vseh ostalih. Tudi jaz še nisem slišal, so pač kakšnega Rusa pa nas aretirali, razen po zahtevi ZDA. To ja, skratka, ob tem je treba vedeti, da je to nekaj najbolj normalnega danes, imaš ti, zato pa rečem, imaš izraz intelligence service, ne spy. Skratka, da imaš ti ljudi, ki so v službah informacijskih agencij in da to samo posebno ni kriminalno dejanje. Da je to pač modus vivendi so dobri. Poglej še to, kar je zdaj Bernard, ki sta videla izpostavila. Prepoved, oni so, torej oblast je nemudoma ali pa dosti hiter pravzaprav povlekla meni nejasno potezo. Prepoved vstopa tistim, ki so po njihovo snemali. Mislim, te več niso nevarni, da bi snemali. Če ti pa pridejo v državo, jih aretiraš. A smo izdali kakšno tiralico? Zdaj, namesto tega ukrepa, da jim prepoveš, jaz sem pričakoval mednarodno tiralico za temi ljudmi. Če ste tako prepričani, da so snemali. Ja, samo gledaj, za tiralico rabiš ti, da ti jo priznajo v svetu, rabiš neke standarde. Standarde policijske in če jih torej, ne možeš. Kaj izpeljanka iz tega je, da nimamo dokazov. Ni za tiralico. Hočem ti reči, za mase ovc, tisti mehurček, ki ga kuriš, je to fantastična lahko zgodba. Ampak njim se je zgodila sprememba oblasti. To je hudič. Ker jaz mislim, da če bi Golob uspel sestaviti vlado, in zato je tudi eden od razlogov pa je ta,
Mi ne vemo, kdo vse se je še tam ujel. Ne? Verjetno tudi kaj osebnega. Ampak poleg materialnih in pa vpliva in pa podobnih razlogov je ta razlog, da bi oni lahko elegantno zgodbo, kot jo imenujejo afera Black Cube, pripeljali k koncu na način, da zapakirajo, jo pospravijo. Ne? Ker vse poteze Goloba po tistem, ko se je to dogajalo, boste videla, da grejo v prid, bom rekel, v Izraelu. Zanče je recimo celo kolega Turk povedal, da Izraelci odpirajo ambasado, da bo verjetno Golob se trudil rezati trak, tako daleč je šlo vse skupaj. Mal pušali, mal zares. Hočem ti reči, ta poteza za na konec prepovedati nekim ljudem, ki si jih označil za ljudi, ki so pravzaprav ogrožali nacionalno varnost, in prepovedati v stop državo. Jaz verjamem, da to ne zgodiš ti nekemu kriminalcu, ki se ukvarja z preprodajo drog ali pa večjo če te ustavim, pardon, za begunce, ki pridejo nezakonito, jim ne prepovedal vstop v državo, ampak je v procesu iskanja azila, česarkoli. Skratka, kogarkoli mu prepovedal vstop, postane takoj mednarodni politični problem. Ali pa saj bi rekel, pričakoval bi, če tako gledam, da razne društva pa za varstvo pravnih mrež in podobno, je to točka, kako lahko ti nekomu neka agencija, ne da policija to na podlagi enega postopka naredi, ampak to naredi vlada, minister ali kdorkoli. Skratka, to je poteza, ki presega kompetence. Bravo, ja. Ja, sej v tej zgodbi je bilo verjetno takih potez, epiloga še nimamo, ko če ga bomo dočakali, se ponovno dobimo na to temo. Zatokrat pa Miran Viletič, dr. Bernard Nežmah, najlepša hvala za vse vajine komentarje. Verjamem, da smo naši publiki, se pravi vam, gledalke, gledalci, dali kar nekaj kosti za glodati. Hvala tudi za vašo pozornost. Mi se ponovno vidimo prihodnji torek, do takrat pa kot vsakokrat lahko noč in srečno.